Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Danes je v moji družbi Tina Orel, ki jo mnogi poznate kot tisto, ki izvaja džotiš, ampak danes bomo vendarle govorili o ženski energiji. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Živijo. Zdaj v vsem tem času raziskovanja osebnih astroloških kart zelo veliko pomagaš tudi ženskam, da osvobodijo same sebe in zažarijo v bistvu v svoji polni ženski energiji. Ja, točno tako. Zdaj, zakaj sem jaz prišla do tega spoznanja, ne? Ker zdaj v 12 letih, odkar se jaz ukvarjam z džotišem, zadnjih 5 let bolj intenzivno recimo, so ženske hodile k meni prav s takimi vprašanji. In tu je mene spodbudilo, čakaj, če vsaka, ki pride, ima neko tako težavo, da bi rada iz moške energije prišla bolj v to nežnost, se pravi, zakaj ne bi jaz naredila en tak program, ki bi pomagala večjim naenkrat ali pa tudi posamezno. Tako, ne, iz tega sem jaz pol videla, če je pač k meni očitno hodijo take osebe, je nekaj na temu, no. Odlično. Zdaj, ženska, moška energija. V teh sodobnih časih predvsem govorimo v tej smeri, da smo ženske premalo v svoji ženski energiji? Ja, jaz to vidim tako, ker zaradi hitenja in zaradi tega stresa in hitrega življenja, v katerem živimo, pozabimo nase. Pol ženske smo, večinoma, dosti žensk smo tudi mame, ne? In itak bi vse naredile za naše otroke. Ampak pride trenutek, čakaj, kdo pa sem? Saj sploh ne vem več, kdo sem. Sem mama, ma ne želim biti samo mama, želim biti tudi nekaj drugega. In evo, glih včeraj sem imela eno punco, ki ima 3 otroke, mlada, 32 let je stara, in je ko mi rekla, glej, imam ful sem rada mama, ampak jaz sem sita teh otrok, jaz bi res rada prišla spet v mojo žensko energijo. In se je bolj vpisala v ta moj program, Mini moderna čarovnica, prav zaradi tega, ker ona ve, da ima ful večji potencial, kakor biti samo mama. Čeprav je ful vesela, da je mama in bo celo življenje mama, ampak ni samo tu, želi še več. Zdaj, ženska, moška energija, kako se to razlikuje? Zdaj, po telesu gledamo, ta ima to, ta pa tega nima, ima pa tisna, ne? Ampak kaj na energijski ravni to pomeni? Na energijski ravni to pomeni, da ženska, ki je v moški energiji, se niti tega ne zaveda, to je prvo. Ful preveč hitro reagira. Lahko se tudi kaže, da ima tako malo več gubic na čelu, ker čelo je po kitajski medicini povezano tudi s srcem in je to ogenj, ki se prižiga. Tudi tu se lahko, recimo, če samo obraz pogledamo, vidi. Drugače pa na energijski ravni nima miline in ne more spustiti stvari, misli, da mora imeti vse pod kontrolo. In bi rada, ponavadi taka ženska tudi želi imeti vse vajeti v rokah, ker misli ali pa je prepričana, da če bo zdaj ona pustila te vajeti nekomu drugemu, da se bo pa vse podrlo. Tu je, ne? Tako sem jaz pač v teh letih spoznala in take ženske so hodile k meni. In pol, ko se tu malo spremeni in ko res se začnejo zaupati same sebi, vidijo, da je ful lepše, če tudi drugmu pustijo. Ne sam sebi. Tu je prva stvar. Druga stvar je pa, da bi jaz rada, da ženska pride v svojo moč. Ker ženska, ki ni v svoji moči, bo obrambni mehanizem avtomatsko, da bo napadla. Ker se boji, da bo ranjena. In zaradi tu, ne, in če ti napadeš, potem nekaj ne štima. Ker če si ti v svoji moči, ne rabiš napadati. In tu bi jaz rada vsem ženskam povedala, da imajo to moč, da pride v svojo moč. Ne, pa spet nimamo čarobne palčke z določenimi vajami, tudi džotiš karto si pogledamo in jaz točno pogledam, kako je Venera postavljena, kako je Luna postavljena, kako so Mars in Sonce, ki je ogenj, tudi tu treba pogledati, zato da vidimo, kje je plus in kje je minus. Zakaj se ti zdi, da je dejansko sploh prišlo do tega? Ja, to je dobro vprašanje. Da tukaj rinemo dejansko v to moško energijo. Kaj, se počutimo bolj varne, ker je ta sistem v svetu narejen bolj za moške? Tu je ena stvar, lahko druga stvar pa enostavno ni več takih plač
sej se tu že spreminja, ampak načeloma ni takih visokih plač, da bi lahko samo moški delal in da bi ženska res bila doma. Je pa tudi tako, ne, da ženske smo si želele delati, nismo hotele biti doma. Zdaj pa se tu spreminja, ker vsega se ne da. Imeti podjetje, imeti otroke in zraven še biti kot nek direktor, to je težko. Vsega se ne da, ne? In zato je fajn, da vsaj, ko pridemo domov, imamo en steber doma, tu naj bi bil naš partner, ne? Ker nas samo posluša, če ne drugega, ampak on ne more tega narediti, če mu mi ne dovolimo. Velikokrat, ko tudi sama predavam, vidim, da nismo si največje usluge naredile, kar se hormonov tiče s tem, ne, da hočemo imeti pa kariere, pa uno, pa tretje, pa ne vem, kaj še vse. Tudi sama, kdaj pridem do situacije, pa rečem, pa kaj se zdaj s tem ukvarjam, doma bi res štrudel pekla. Ja, nisi edina, tudi jaz se tu vprašam. Čeprav pol pride trenutek, ko sem ful vesela, da to delam in bi jo polnoči tu delala, pride pa tudi kakšen dan, ko si mislim, joj, kaj mi tu treba, ja. Vse so taki in taki dnevi, ne? Seveda, kakor veter zapiha. No, ampak krasen veter priložnosti bo zapihal na dan, ko se bo zgodil tvoj brezplačni webinar. O 7.12. 7.12. Torej, to je brezplačni webinar, 5 stvari, ki jih moramo vedeti o Jyotishu. Ja. 5 stvari, tu bom jaz vse lepo razložila na webinarju, prijavijo se lahko tako, da me pokličejo na telefon ali pa na mail info@tinthai.si. Jaz bom pol vse nadaljnja navodila in poslala, bo pa preko spleta, preko Zooma, tako da ni treba nikamor iti, ne. Tudi če bo sneg slučajno, smo lahko ob ogenjčku in me poslušate. No, pri tebi zagotovo ne bo snega na Krasu, pri meni ne bo, zato sem to rekla, ker vem, da pri meni ne bo. Pri tebi ne bo, odlično. Tudi oni skočevja pa iz Kranjske Gore. Krasno. Se pa 15.2. leta 22, mojstrskega leta 22, začenja tudi 8-tedenski mentorski program Mini Moderna čarovnica in ena taka uvertura je dejansko že letos pred februarjem. Ja. Zdaj sem, zdaj novembra sem zaključila prejšnjo skupino, tako da zdaj sem rekla, ok, malo pauze, pol pa naprej začnem, da se tudi jaz naberem moči in energije. Skupine so super, taka energija lepa se ustvari, da res, jaz pol, ko vidim rezultate, jaz sem toliko srečna, da bolj srečna ne bi mogla biti, ker vsaka skupina me znova preseneti. Bolj, ko je zakompliciran primer, bolj si mi zdi, joj, kako bom jaz tej punci pomagala. Na koncu se zgodijo taki premiki, da v bistvu sam tu, ker mi ženske potrebujemo ena drugo, neko skupnost, v kateri se počutimo varne. In tudi ta skupnost nas potem dviga in nam pokaže, kaj pa pomeni ženska energija. Da ni treba, da smo ko moški zmerita glavni. Sam sprosti se, povej, kaj te muči. Če ne veš, kaj te muči, se boš naučila. Zato pa je 8-tedenski program, da je zadosti časa, da se tudi začne oseba zaupati. Ampak to je mini moderna, ne? To je mini. Potem je pa naslednji dan, 16.2., pa začne velik program, bolj poglobljen. Za tiste ženske, punce, boginje, ki res želijo narediti orang spremembo. Je pa velika moderna čarovnica, ki traja 6 mesecev. 3 skupine so že končale to moderno čarovnico in so vse rekle, da 6 mesecev je minilo, kot da bi bile skupaj 6 dni. Niso mogli verjeti, kako je lahko tako hitro minilo in ful spet velike spremembe so se zgodile, tako da sem ful vesela. Ena je službo pustila, tako, ko je pač COVID, taka situacija, ni vedela, kaj bo, ampak vseeno je zdaj ful hvaležna, ker je dobila druge priložnosti, ker si prej sanjati ni mogla, da lahko to dobi. Druga je se ful dvignila, ker ni mogla se dvigniti po razhodu s partnerjem. Je bila ful na tleh, čist na tleh, energetsko in potem, če smo mi energetsko na tleh, si zmanifestiramo še slabe stvari in pol je, zaradi tega je tudi prišla v ta program in pol je bila toliko dvignjena, da v bistvu je sploh druga oseba, jo niso prepoznali ljudje, te, ki so jo prej poznali. Tako da jaz, ko sem to videla, sem bila, wow, tu bi mogli vsem ženskam pokazati, vsem osebam na svetu povedati, da vidijo, kaj se lahko naredi v 8 tednov ali pa v 6 mesecih. Tako to je neko darilo samemu sebi.
Zagotovo. Premalo imamo ženske v tem času to enostavno priložnosti, da se podružimo, da gremo nekam skupaj, da si prisluhnemo na nek način. Ja, sej zaradi tega pa so pomembna taka druženja, ker pol, ko mi vidimo, sej mi dokler stvari ne probamo, ne vemo. Tudi Džotiš to pravi, dokler ne probaš stvari, ne moreš vedeti, če je to zate ali pa če ni zate. Tudi če padeš, ni problem, ampak ti moraš probati vibracijo, da vidiš, kaj se dogaja po telesu. In če tebi začne srce peti in duša igrati, je to tu. Če ti ni, okej, si probal in ti ne bo nikoli več v življenju žal, da boš rekel, jaz tega pa nisem probal. Ampak treba pa probati. In zato je bolj, kadar pridejo ženske v tako skupino, pol, ko mi vidijo, no, kaj to pomeni. Koliko jim je tu manjkalo, tako druženje in tudi tu, da povejo pred ostalimi neko težavo. Tu je mogoče za nekoga tudi prva skupina, v kateri lahko nekaj povejo. Ker lahko imajo v sebi take toksične odnose, da ne smejo nič povedati, ko povejo, dobijo 10 nožev v hrbet. Tako da že tu je terapevtsko, da ti nekomu lahko poveš prvič v življenju in da veš, da ne boš napaden, da te bodo poslušali in da te bodo sočustvovali s tabo, da ni nič narobe, ne? Ker če ne moreš povedati, pol kako boš zrastel. Kakšna orodja uporabljate poleg tega, da je seveda platforma nek Džotiš, ne? Džotiš je osnova, potem uporabljamo petje manter. Meni so mantre ful blizu, ker s tem, ko se glas trese, ko se glasilke tresijo, se ful vibracija. Ful se lahko sprosti, če gledamo po čakrah, se nam ful sprosti ta del, kamor je grlo in srce, ne. Mi smo pa itak v srcu kar dosti žensk preveč zaprti, no. Sploh Slovenci na splošno smo že malo bolj tako zaprti. Potem uporabljamo šamanske tehnike. Jaz imam rada, kličemo živalce moči, ker jaz sem ful povezana ali z boginjami ali pa živalcami. Tu so moji s katerimi jaz rada delam in od Džotiša itak Geneš, ne, ta slonček, ki je najbolj znan. Tako da tu se vse uporablja. Potem pa delamo še različne meditacije, energijske vaje, v glavnem dihanje. Jaz imam rada čisto preproste stvari. Nič ne rada kompliciram, ker je čisto preprosto lahko več, kakor si lahko mi mislimo. Tako da jaz vsakmu rečem, samo dihaj. In bo že tu ful dosti. Potem pa gremo še naprej, ne. Ker se dejansko, velikokrat se lahko zakrčimo, a ne. Zdi se mi, da je to tako dragoceno, kar delaš dejansko s temi skupinami za ženske, ker na koncu koncev ženske velikokrat dojamemo drugo kot tekmice, a ne? Dobro, jaz nimam teh problemov, na srečo. Nikoli, jaz sem zmeraj bila rada v ženski družbi, že od majhnega. Imam tudi 2 sestre, ko nikoli si nisem mogla predstavljati, da bi imela brate. Ko sem si, ne, meni je lepše v ženski družbi, ker meni je pač to lepo, zato to res rada delam. In zdaj sem videla, da v bistvu zakaj mi je bilo lepo. Glih zaradi tega, ker meni je toliko lepo v ženski družbi, toliko mi je lepo, da se lahko pogovarjamo in da si povemo ena drugi, kaj nam teži, tudi stvari, ki se drugače lahko ne pove. Evo, moderna čarovnica je tista, ki je v svoji moči, ima razvite svoje potenciale, ve, kam usmerjati pozornost, ne samo na jamranje, ve, katere so njene točke moči, zna biti nežna, sijati, razume, da se vse zgodi z razlogom, ve, pozna, kaj je njena misija, njene poslanstvo in se počuti tudi lepa. No, takšna moderna čarovnica si zagotovo želi biti vsaka in v današnjem svetu je to tudi lahko, ne? Brez takih in drugačnih zadev. Kot vsaka čarovnica imamo pa tudi mi veliko pomagal v tem svetu, stvari, ki jih lahko uporabimo in s katerimi se lahko podpremo. Kaj si danes prinesla? Ta 2 izdelka lahko dobite tudi v moji spletni trgovini. Nova spletna trgovina, ki je po par letih končno zagledala luč, tako da sem ful hvaležna in ponosna na to. Prvo je moj Afroditin sprej, ki ga pač dajem vsaki ženski, ga malo pošpricam, da bomo dvigali vibracijo. Zdaj jaz te energijske spreje delam intuitivno.
Ta je malo bolj močen, če si opazila, ker je bil narejen za eno žensko punco, ki je res rabila ful prizemljitve, a hkrati tudi nežno energijo, ne? Ampak ta je kar močen, ker je ona tu rabila. Drugače so ful bolj nežni in blagi. To je prvi artikel, ki se ga tudi dobi v moji spletni trgovini. Drugi je pa eterično olje Sveti les. Palčke že vsi poznamo. Eterično olje je pa fajn, ker jaz si ga tle namažem na timus recimo. Ali pa in ful lepo diši. Tudi pomaga, da se odpre srčna čakra. Tako da če nimate tega izdelka, vam priporočam, ker ful razkuži stvari, no. Mene ful vibracijsko dvigne, oba izdelka. Tako da tu je pomagalo, da smo v svoji moči. Za moderne čarovnice. To, odlično. Džotiš kot tak, zdaj vedska astrologija res nudi ene take vpoglede vase dejansko, ampak to je samo pogled, ne? Zdaj pa ti to zveš, pa nekaj moraš pa pol tudi narediti, verjetno. Ja, jaz povem osebi pluse, minuse, kaj je bilo dano v zibelko, kaj je poslanstvo, ampak to še ne pomeni, da oni zdaj vse vejo, ne? Mogoče kakšen prvič sliši, da je njegovo poslanstvo, da more biti pred kamero. Pa bi se skoraj skregal z mano, ne, jaz pa ne tega želim. Pol mi pa čez 3 leta pišejo, veš, prav si imela, zdaj pa sem bila pred kamero. Tako, ne, to mi je meni pol wow, ne, vidiš, koliko tudi jaz moram sebi zaupati, če nekaj vidim, tudi če ona meni na drugi strani govori, da tu ni res, ampak če jaz to vidim v karti, zakaj ne bi povedala? Sej, mogoče trenutno ni, ampak čez par let pa bo ta vibracija, ker spet je odvisno, na kakšni vibraciji smo mi in kako razumemo karto. Zato me kakšni vprašajo, zakaj bi si naredil tako karto večkrat v življenju. Glej zaradi tega, ker se mi toliko spreminjamo in dvigamo in pridejo vzponi in padci v življenju, da pri 20 razumemo eno stvar, pri 30 drugo, pri 40 smo pa že toliko modri, da lahko pa res vidimo celotno sliko ali pa potem naprej pa še bolj, ne. Zato jaz vsakmu rečem, glej, jaz bi si jo naredila večkrat, ne samo enkrat v življenju. Ker me zanima, kako zdaj gledam ali pa kako sem gledala pred 10 leti. Ker vsega se lahko nekaj naučim. Ti tranziti so tudi pomembni zdaj, ko gre leto k koncu in to je verjetno pomembno, da vidiš, ne, na kakšen način lahko samega sebe najbolj podpreš. Ja. Kako vidiš zdaj leto 2022? Vsi napovedujejo, to bo zdaj mojstrsko leto, zdaj pa je res čas za osebno rast prišel do tiste skrajne točke. Vse je bilo tudi zdaj te zadnje 2 leti, ki so šle, ne? Samo je bilo malo skrito zaradi covida, ampak super priložnost za osebno rast. Ker so končno ljudje bili doma, prosti in so si res vzeli čas, ali pa so končno začeli brati knjige, ki prej niso imeli časa. Samo ker smo bili mi toliko v strahu in toliko nabombardirani z vseh strani, mogoče marsikakšen se niti ni zavedal, koliko je bilo pomembno. Tako da ja, tudi te 2 leti so bile ful pomembne. Zdaj za naprej, ko bo aprila 2022, bo prišel Saturn v Vodnarja, bo še več za osebno rast. Vodnar je itak vizionar, ko gleda naprej. Zato si jaz mislim, da ne bo več toliko nadzora, kakor je bilo mogoče, ko imamo zdaj še občutek, da na vsakem koraku smo omejeni. Potem bo ta nadzor, tudi če ga bo še, mi ne bomo imeli tega občutka. Nam bo ful lažje in se bomo naučili s tem živeti. Zato jaz vsakemu rečem, naj pri sebi pogleda, kaj je za njega pomembno. In naj se ne obremenjuje z drugimi. Išči plus, zdaj ne smem iti tja, kam pa lahko grem, kje je moj plus? Ker zame je nekje plus, zate je pa nekje drugje plus. Tako da jaz tako vsakemu rečem, ne gledati, kam grejo drugi, ampak kaj si ti želiš. In če bomo tu, ker Vodnar je ful individualist pol, ne, po aprilu. Tako da tlele bo mogoče oni, ki zdaj niso tega čutili, bodo pol bolj začutili, da res pa zdaj morajo bolj individualno iti naprej. Individualno. Hvala lepa, moderna čarovnica Tina Orav in seveda tudi mojstrica indijske astrologije, torej Džotiša. Slišali ste, kaj vse se dogaja, kaj vse se bo dogajalo tudi v prihodnjem letu in tukaj lahko vidite tudi njene kontakte. Poglejte spletno stran, začnite ji tudi slediti in pa preverite, na kakšen način lahko vi sami najdete orodja, prave informacije, ki bodo prisotne
prispevale k vaši rasti, osebnostni rasti.